Zdenka Badovinac, lepo pozdravljeni. Tu sva zato, da predstaviva razstavo, ki se odpira 21. novembra, torej nocoj, v Moderni galeriji. Zelo zanimiv umetnik, katerega razstavo že nekaj časa pričakujemo in tudi v medijih se že pojavljajo vzporednice z drugo veliko razstavo, ki se odpre dober teden kasneje. Je ta vzporednica, ta primerjava na mestu, je tandem Abramovič-Ulaj primerljiv z Validom Radom, mogoče v smislu inovativnih umetniških praks, mogoče glede na pomen za okolje, iz katerega avtorji izhajajo. Se vi kaj ukvarjate s temi komparacijami? Najprej hvala za povabilo. Neposredno z temi komparacijami se nisem ukvarjala, čeprav moram reči, da sem se ukvarjala tudi z Marino Abramovič, da sem naredila tudi njeno prvo veliko razstavo, potem ko je odšla iz Jugoslavije leta 1998, retrospektivo njeno v Moderni galeriji in kasneje tudi z njo sodelovala, tako da mi je njeno delo, kot tudi Ulajevo delo, znano. Je pa smiselno se spraševati seveda o tej komparaciji, ker kot kustos, kadarkoli delam razstavo, jo poskušam povezati z lokalnim kontekstom, ne. Se pravi, zdaj, kaj bi bil ta zanimiv lokalni kontekst, ki je v relaciji do Radovega dela, so seveda te povojne avantgarde, kamor Marina spada v okviru jugoslovanske umetnosti. In seveda mislim, da je tu smiselno se spomniti na performance, ker je Valid Rad tudi performativni umetnik, ne. Čeprav sem jaz, in o tem bom pisala več v mojem tekstu v katalogu in o tem bomo tudi govorili v okviru programa, ki ga v Moderni galeriji pripravljamo skupaj seveda z kustosi tam. Se veste, jaz sem bila prej v Moderni galeriji, pa imam še vedno tako. No, v glavnem, ta povezava je bolj evidentna v relaciji do umetnikov, ki so se oblikovali konec 70., v 80. letih, še zlasti se mi zdi smiselna primerjava z Goranom Đorđevićem, ki je tudi srbski umetnik, tako kot Marina, in se tudi oblikoval, mičkeno je mlajši, ne pa veliko, okrog SKC Beograd, se pravi ta krog, kjer je Marina tudi gor zrasla kot umetnica. Tisto, kar je zelo pomembno v smislu te primerjave, je, da Goran Đorđević problematizira odnos med kopijo in originalom in tudi v svojem delu ves čas spreminja vloge. Se pravi, da se on ne pojavlja kot Goran Đorđević v večini svojih del. Pri Validu Radu najdemo mnoge različne persone, ki so resnične ali izmišljene, in tudi Atlas Group ni skupina, ampak je v bistvu on sam, ne. Tako da tukaj je smiselno se spomniti tudi potem na slovensko umetnost 80. let, še zlasti na Neue Slovenische Kunst, ki je bil vplivan močno strani Gorana Đorđevića in razvijal ta odnos kopije in originala na svoj način. In zelo smiselno je tukaj tudi primerjati Valida z skupino Irvin, recimo, ki se tako kot Goran Đorđević v svojem delu veliko ukvarja z vprašanjem, kako nastaja zgodovina. Se pravi, to vprašanje, kako ideologija manipulira proizvajanje zgodovine, je eno ključnih vprašanj pri Validu Radu in pri jugoslovanskih in postjugoslovanskih umetnikih tudi. Jaz tukaj poudarjam kontekst prostorov prekinjenih zgodovin. Jaz sem leta 2006 naredila v Moderni galeriji razstavo Prekinjene zgodovine, kjer sem prvič predstavila
umetnike, ki sem jih imenovala umetniki arhivisti, ki se ukvarjajo samo z zgodovinjenjem. In sem imela umetnike iz vzhodne Evrope in tudi iz bližnjega vzhoda. Se pravi, da takrat sem jaz tudi prvič nekako povezala vzhodno Evropo z bližnjim vzhodom. Imela sem turškega umetnika, palestinskega, iranskega, tako da je bila ta primerjava v kontekstu prostorov prekinjenih zgodovin mišljena v tem smislu, da enostavno v tovrstnih prostorih, kjer ni pogojev, da bi se oblikovala neka stabilna kulturna situacija, kjer bi se lahko umetniki neovirano ves čas navezovali na svoje lastne tradicije, da v teh prostorih to ni toliko možno, kot recimo v primerjavi z zahodnim prostorom, kjer so seveda ves čas skozi celo zgodovino tudi problemi, ampak ne tako močni, se pravi, države ne razpadajo tako pogosto. Vojne so v teh prostorih, še zlasti na Bližnjem vzhodu, ves čas prisotne. Valit Rad se eksplicitno navezuje na dolgotrajno vojno, državljansko vojno v Libanonu, ne? In seveda poznamo Bližnji vzhod, še zlasti danes, mislim, genocid v Gazi, vse te stvari. Valit Rad se sam navezuje zelo močno na libanonskega filozofa, umetnika Jalala Tufika, ki piše prav o teh prekinitvah v enem svojem malček hermetičnem jeziku in govori tudi o teh prekinitvah kot nečem ključnem, kar on imenuje umik tradicije, ne? Se pravi, umik tradicije po nekih presežnih katastrofah, ne? Se pravi, da in tudi ta, kot je naslov enega od del, ki je sicer vključuje več del, gre za celo inštalacijo, se pravi, Validova razstava je razdeljena na 3 segmente, ne. En je Atlas Group, ta dolgoročni projekt njegov, drugi Sweet Talk Commissions Beirut in tretji Scratching on the Things I Could Disavow. Vsi naslovi so v angleščini, ker on vztraja, da se ne prevajajo, ker gre seveda za zelo močno igro z jezikom in so ti naslovi dost neprevedljivi, ne. No, v okviru tega Scratching on the Things I Could Disavow, kar bi v nekem grobem prevodu pomenilo praskanje po stvareh, ki bi se jim lahko izognil, ne, ima ta predstavljen Museum of Mortal Guilt, se pravi muzej smrtne krivde, ne. In tukaj se navezuje na Jalala Tufika, na tega filozofa, ki ves čas govori in piše knjige o vampirjih, recimo, ne. Se pravi, ta moment vampirja je zelo pomemben tako v filozofiji Jalala Tufika kot Valida Rada in v bistvu pomeni nekako to, da so okrog nas ves čas neki živi mrtveci, ne. Da je to v bistvu neko stanje splošno sveta, ne. Da stvari umirajo ves čas pred nami, umirajo deli nas samih, zatem ko umira neka realnost, ne, spričo večjih katastrof je to umiranje seveda še večje, ne, in s tem se ves čas nekaj umika, ne, nekaj, na kar se ne moremo navezati, obstaja pa kot nek simptom. In Valit Rad v svojem delu govori prav o tem simptomu, ne tako direktno, ampak ta njegova razstava, ki ima naslov, ne, Festival nehvaležnosti, govori, se pravi, hvaležnosti in nehvaležnosti, ne je v oklepaju, govori o tem, recimo lahko bi jo primerjali z neko uradno razstavo, ki slavi neke pomembne za narod, pomembne dogodke, kot recimo konec vojne, in ob koncu vojne smo mi ljudje zelo hvaležni recimo vsem tem, ki so to vojno izbojevali in prinesli narodu neko olajšanje, neko pogojno rečeno tudi zmago. No, njegova razstava v Moderni galeriji, boste videli, je neke vrste
obrnjena hvaležnost oziroma bolj kot neke spomenike, neko slavljenje teh nekih dobrih stvari, bomo tam zagledali simptome, ne. Namesto nekega velikega spomenika bomo sredi velike dvorane videli na glavo, na streho obrnjen Volkswagen. In tam bo tudi nek video, ki je na novo narejen, kjer bo predstavljena ladja, ameriška bojna ladja USS New Jersey, ki je skozi nekaj desetletij se bojevala na različnih oceanih in proizvajala neizmerno ekološko katastrofo, ne. Tudi na Bejrut so izstrelili veliko granat in te granate so bile težke 1 tono, toliko, kolikor tehta en Volkswagen hrošč. In tem granatam so zato tudi rekli leteči hrošči, leteči Volkswageni, in zato imamo v tej največji dvorani namesto nekega spomenika pač to granato v obliki Volkswagena. Na stenah pa so, na eni steni so printi naslovnic teh duplaric iz Playboya in Playgirla. In tukaj se Valiti rad seveda veliko, ne samo v tem delu, ampak tudi v napisih po stenah Moderne galerije, ki so taka obscena gesla ali ljubezenske izjave. Skratka, malo provokativno. Vse te izjave so vzete, na internetu je Valit rad naredil research in je tam pač našel napise, ki so jih vojaki napisali na te granate, ne. In je to prepisal seveda in neke svoje napise še dodal. Tako da je cela ta soba posvečena ne samo tej konkretni vojni v Libanonu in ameriški intervenciji, potem ko je Izrael seveda napadel Libanon leta 1983. Se pravi, vse te stvari se povezujejo tudi z neko splošno resnico, recimo o vojni, ki veliko gradi na tej močni seksualizirani moškosti, ne. S tem pač vojska veliko nekako se s tem, na tem temelji neka ideologija oziroma skrita moč, skrita agenda vojakov. In o tem tudi Valit rad govori. Se pravi, da ta resnica vojne prihaja ven v nekih razpokah, ne. Se pravi, da ne gre za neko uradno zgodovino, cela razstava pač obrne uradno zgodovino na glavo, tako kot je ta Volkswagen obrnjen na glavo, je obrnjena na glavo zgodovina, tako zgodovina vojne, konkretno libanonske državljanske vojne ali vojne nasploh, kjer se skozi neki zlomljeni jezik, skozi te neke razpoke pojavljajo te prave resnice, ki niso tako lepe, kot jih uradna ideologija, ki manipulira seveda z jezikom, z podobami, vsem tem hoče vzpostaviti. Druga zgodovina, ki je pri Validu radu zelo pomembna, pa je zgodovina umetnosti. In tukaj se v 2 sobah pod imenom Scratching on the Things I Could Disavow pojavljajo različna dela, ki se poigravajo tako z zgodovino arabske moderne umetnosti. Na razstavi so kopije nekih zelo pomembnih arabskih slikarjev iz različnih arabskih držav. Valit rad problematizira gradnjo novega umetnostnega sistema v arabskem svetu, vse te velike muzeje v Abu Dabiju, Dohi, Šarži, ki se gradijo in ki pač gradijo svoje vizije tako, da se zgledujejo po močnih zahodnih muzejih, ne. In tukaj je odsotna neka alternativna zgodovina, neka alternativna vizija institucije, ki bi bolj odgovarjala recimo arabskemu svetu. In na svoj način pač Valit rad gradi
neko alternativno zgodovino, ker je razstava v Ljubljani, se povezuje z zgodovino Moderne galerije. Moram reči, da sem jaz osebno Valida Rada spoznala 20 let nazaj in da smo se v tem nekem obdobju začeli dogovarjati tudi o razstavi. Valid Rad je že sodeloval tudi z Bunkerjo, z Mladimi levi, tako da ni prvič v Ljubljani, je znan našemu občinstvu. V glavnem, mislim, da je mu bilo zelo pomembno, da se poveže z zgodovino Moderne galerije. Poznal je seveda tudi moje delo, glede na to, Moderni galeriji, glede na to, da se pač tako dolgo poznava. Tako da je kar nekaj časa porabil, da si je pogledal arhiv, fotoarhiv Moderne galerije, moj osebni arhiv, in iz tega je naredil neke svoje komentarje, potegnil neke fotografije, neke dokumente, kot moje vizitkartice, neke condition reporte, se pravi te poročila, restavratorska poročila, in povsod naredil neke svoje intervencije. Skratka, skupaj z temi kopijami arabske umetnosti, ki so na paletah v Moderni galeriji, se pravi, palete so te tehnični elementi, na katere nekaj postavimo. Zgodba je, on je pripovedovalec zgodb. Se pravi, da vsa razstava je kot ena inštalacija, v kateri je prisotnih kar nekaj zgodb. In zato je težko na nek način govoriti o tej razstavi v smislu posamičnih del, ampak je treba se prilagoditi in odčitavati to njegovo pripovedovanje, ne. Zdaj, ena od zgodb, ki se tiče palet, je naslednja. Potem, ko je v Libanonu, so se v času državljanske vojne bojevale različne strani, ne, in ko je pač ena stran izgubila, je morala pač nekako nekaj storiti z orožjem in je prodala orožje na Balkan, v Srbijo, na Hrvaško, v Slovenijo. In to orožje je prišlo zapakirano v embalaže, in del te embalaže so prav te palete, na katerih so zdaj kopije te arabske umetnosti. Se pravi, te palete so nekako pristale v Moderni galeriji in Moderna galerija se je večkrat trudila, da bi to vrnila nazaj v Bejrut, ampak nekako ni prišlo do teh dogovorov, ne. Tisto, kar Valid Rad dela s svojimi zgodbami in svojimi umetniškimi deli na razstavi, je grajenje neke alternativne zgodovine, nekega narativa, ki temelji na efemernosti, bolj kot na nekih velikih gestah, na nekih znanih, dominantnih zgodovinah. Zato bomo tam našli tudi fotografije iz Moderne galerije, iz arhiva, na katerih so recimo te vrvice, ki prosto visijo na stenah, in na teh vrvicah vemo, da so bile včasih obešene umetniška dela. Ali so neke sence, ki bi ostale, ki bi jih delala neka umetniška dela, ki jih zdaj tam več ni, ostale so pa sam sence. Se pravi, da se neka ta efemernost, nekaj, kar ostane, nekaj, kar ima neko vlogo nekih duhov, prepleta v teh narativih, ki jih Valid Rad hoče zgraditi. Kot ste omenili, že dolgo se poznata. Koliko časa je tlela mogoče ta razstava, kako sta jo začela snovati in prišla do naslova? Je to njegova ideja, je on začel s tem naslovom, pa se potem dela prilagajajo ali gre obratno? Valid Rad je poseben izziv za kustosa, se pravi, z njim se ne sodeluje tako kot z večino umetnikov, ko ima kustos recimo vlogo nekoga, ki tudi izbira dela ali predlaga neke naslove. Pri Validu Radu gre za razstavo, ki je sama umetniško delo, ne. Ni razstava umetnin, ni prezentacija posamičnih slik ali kipov, ampak je kot celota, funkcionira kot ena inštalacija, in vsi teksti, ki so na razstavi, so njegovi. So pač del razstave same, in ti teksti niso navadni opisi del, ampak so delno fikcija.
to so tudi naslovi. Se pravi, naslov razstave je vedno nekaj, kar je del same razstave in se povezuje z njegovim delom in zato se ga pač kustos ne sme izmisliti, ne. Se pravi, tisto, kar je moja naloga kot kustosa, je bolj v tem, da se nekako seveda od začetka pogovarjam z njim, njega je zelo zanimal kontekst moderne galerije, kontekst Slovenije, Jugoslavije. Večkrat je prihajal v Ljubljano, jaz sem mu omogočila stik z materialom, z dokumenti, tako da je moja vloga bila predvsem v teh neskončnih pogovorih in ostaja moja vloga, moja močna prisotnost pri koncipiranju kataloga, ki ga bomo naredili, in pri koncipiranju programa. Razstava bo do 17. maja naslednje leto. On je zelo poseben voditelj po razstavi, se pravi, da bo prišel večkrat in bo imel vodstvo, ki ne bo navadno vodstvo, ampak bo vedno neki performance. In ko bo prišel, bomo vedno organizirali tudi neke workshope, tako študenti akademije, se pravi AGRTF, likovne akademije, z drugimi zainteresiranimi študenti ali umetniki. Potem bomo imeli program, ki bo se povezoval tako s filozofijo Džalala Tofika, kot zgodovino arabskega slikarstva, kot z aktualno tudi politično situacijo na Bližnjem vzhodu, saj so na Lidovi razstavi recimo prisotni v njegovih delih, v fotografijah, mnogi politiki mednarodni, ki so tako ali drugače imeli vpliv na novejšo zgodovino Bližnjega vzhoda. Tako da bomo imeli tudi predavanje, ki bo izpostavljalo tudi dimenzijo konteksta. Zadnji teden razstave, se pravi enkrat sredi maja, bomo imeli tudi enodnevno konferenco, na katero bomo povabili umetnike iz regije, ki sem jih že omenila, in bomo poskušali skozi pogovor ugotoviti, kakšne so možne povezave. No, omenjali ste, da v arabskem svetu ustvarjajo muzeje po vzoru zahodnih muzejev. Ali so avtorji, kot je Walid Rad, dovolj eminentni ali imajo glas, da recimo v svojih okoljih, v svojem domačem okolju, od koder izhajajo, prekrenejo to smernico, da bi se vendarle muzeji ukvarjali z okoljem, v katerem so, ne pa kopirali tujino? Ja, Walid Rad je zelo aktiven, njegovo delo ima tudi to aktivistično dimenzijo, kar nekaj projektov je, ki sicer ne bojo na tej razstavi, ampak to so projekti, ki jih je on organiziral ravno okrog te problematike. En najbolj znamenitih je, on je iniciiral koalicijo umetnikov iz Bližnjega vzhoda, ki so bojkotirali Abu Dhabi Guggenheim, zato ker je ta muzej v toku gradnje zelo, in to se še vedno dogaja, izkoriščal delovno silo, ki je prihajala iz Azije. Prav tako je v svojem delu bil zelo kritičen, se pravi, tu govorimo o formatih, ki so sestavljeni iz aktivizma, povezovanja, komunikacije z ostalimi arabskimi pomembnimi umetniki, ki so razsejani po celem svetu, kot tudi posledično iz njegovih performativnih del, ne, kjer običajno kot na nekem, se pravi, vedno gre za neka performativna predavanja, kjer on naredi neke skice, neke povezave, neke mape in potem razlaga različne povezave in dokazuje na svoj način vse te elemente izkoriščanja ali manipuliranja z umetnostjo. Prav tako je bil zelo kritičen do oblikovanja nekega fonda za upokojene umetnike iz arabskega sveta, kjer je našel neko zelo izkoriščevalsko dimenzijo in je to obelodano v enem od svojih performansov. No, mogoče že sam izraz Bližnji vzhod je zelo zahodnocentričen, to je pač z našega pogleda. Ali ga tudi on uporablja, ali govori o svoji rojstni državi kako drugače?
Mislim, seveda, Bližnji vzhod vemo, da je pač konstrukt zahodnega sveta, ampak je pač tudi nek utečeni termin, zato ga tudi on uporablja, ko je potrebno. Bolj kot o Bližnjem vzhodu pa govori o arabskem svetu, ne. Se pravi, o arabski umetnosti, o pogojih dela v arabskem svetu, v različnih državah, še predvsem pa seveda v Libanonu.